Poglejmo, kako opraviti rez borovnic. Pred sajenjem vedno gledamo, da ohranimo močne, vitalne poganjke. Tak, kot je ta, je idealen. Te nikoli ne krajšamo. Seveda, če pa želimo spodbuditi rast močnih poganjkov iz osnove, pa lahko take drobne poganjke tudi izrežemo. Izrežemo tudi vse suhe v notranjosti. Kakšna posebna rez dejansko ni potrebna. Jaz bom izrezal tudi ta poganjek, da stimuliram potem obraščanje novih, tudi taki, ki so prenizko, jih lahko damo stran. Ta je škoda, da je odlobljen, tako da ga bomo tudi odstranili in vidimo, da smo pridobili osnovo, katera bo omogočala dobro razraščanje. Tukaj imamo 3 poganjke. Če pogledamo borovnico, ki je sajena na grebene, tukaj vidimo enako, da smo očistili drobnih, tankih poganjkov, ohranili pa močne, vitalne in na ta način se bodo bolje izraščali tudi novi poganjki iz stav. No, naslednja stvar, ki je pomembna, da sadimo globje, kot je sadika rasla v loncu. V loncu enostavno vedno potem, ko sadimo vsaj 3 do 5 cm globje. To je zelo pomembno, da se potem borovnica dobro razrašča z novimi poganjki, ki bodo izraščali iz tal. Jaz pa imam tukaj zemljo, ki je težka, ilovnata. Taka zemlja ni najboljša za borovnice, zato borovnice sadim na grebene. Dodal pa sem kar rastni substrat za borovnice. Ta zemlja je kisla, ima ustrezen pH, okoli 3,8, in to je tisto, kar je idealno za samo sajenje borovnic. Seveda pa sem ga mešal potem tudi z zemljo v razmerju 2:1. Na težkih tleh lahko delate tudi razmerje 3:1 zemlje in pa kislega substrata. Tako pravzaprav vidimo, da se oblikuje greben, ki je visok 30 do 40 cm in omogoča borovnici zračnost, kar pomeni, da bom imela vedno dovolj zraka. To je zelo pomembno pri borovnici. Hkrati pa bo tukaj tudi namakalni sistem, da v poletnem času poskrbimo za dovolj vlage. Če pa sadite ameriške borovnice na druge razmere, predvsem na talne razmere, pa recimo na rečnih nanosih Kamniške Bistrice ali Save, kjer imamo veliko proda, izkopljate po domače kar grob, ga obdate s PVC folijo in potem v tako pripravljeno sadilno jamo dodate rasti substrat za borovnice, ki ga uporabljamo tudi za rododendrone, azaleje in druge kisloljubne rastline. Spet na kislih šotnih parih enostavno samo zmerimo pH. Če je pH nad 5, kar je tudi lahko, potem enostavno dodamo samo nekaj substrata, da rahlo zakisamo tla. Kislih peščenih tal je v Sloveniji zelo malo in enostavno jih skoraj ne obstajajo. Največ pa je bogatih vrtnih tal, kjer pravzaprav imamo veliko organske mase, kjer so tla rahla, tam pa enostavno lahko samo mešamo zemljo z vrtno zemljo v razmerju 1:1 in posadimo borovnice. Kot sem že rekel, jaz sadim na visoke grebene, zato ker imam težko ilovnato zemljo in samo na ta način poskrbim, da se bo borovnica dobro počutila, zato je ta način tudi za moj vrt najbolj primeren. Še nekaj, po sajenju bom poskrbel še za dodajanje žaganja. Uporabil bom kar žaganje od iglavcev, ki sem ga pridobil na bližnji žagi, in na ta način bom poskrbel za zadrževanje vlage v poletnem času. Manj bo tudi plevela
Najbolj važno pa je vlaga, dodajem pa ga v višini 3 do 5 cm. Redno bom obnavljal vsako leto. Začel sem že pri borovnicah. Kot vidimo, je tukaj dokaj visok greben in to bo pravzaprav mojim ameriškim borovnicam najbolj ugodna podlaga za dobro rast, za bogat pridelek. Kar se pa tiče rezi kasneje, pa bomo ohranjali vitalne poganke, vse poganke, ki bodo starejši in debeli, več kot 3-5 cm bomo izrezovali. Tukaj pa je zdaj sadika pripravljena na rast, treba bo še izdatno zaliti. Kar se tiče pa dodatnega dognojevanja, pa bom čez približno kakšen mesec uporabil rasti gnojilo za borovnice. Takoj po sajenju hranil ni treba dodajati, kajti zemlja, ki sem jo dodal, že vsebuje dovolj hranil za začetek rasti. Potem pa lahko to gnojilo posipamo oziroma trosimo, lahko ga dodajamo v vodo in potem zalijemo. Lahko pa ga dodajamo tudi foliarno in škropimo proti listih. Izberite, kateri način vam je najlažji, jaz ga bom raztopil kar v vodi. Kar se tiče dognojevanja, dognojujemo približno 3-krat na leto, tako pravzaprav si zagotovimo vsa hranila, glavna in mikrohranila, in ameriške borovnice bodo potem vitalne, ne bodo listi bledeli. Zato poskrbi dodajanje rasti substrata za borovnice. Vsi tisti, ki imate že posajene borovnice, predlagam, da ga dodate in to dodajate vsako leto, da omogočite kis upeha, v katerem borovnice tudi najboljše uspevajo. Seveda pa govorimo o ameriških borovnicah.